na vrhu 4 nadstropne novogradnje v Celju. Če se peljete po Ljubljanski cesti, jo lahko vidite in boste tudi opazili, zagotovo posebno zaradi katere smo danes tukaj. Kajti ta bivanska stavba 4-nadstropna ima eno res lepo posebnost. Nekaj se že vidi, verjetno z tega kadra, nekaj se vidi z ceste še bolj, je namreč popolnoma lesena. Tisto, kar ni leseno, je 4 nadstropja pod menoj, to je temelj in pritlični del, vse nad tem pa je les. In kako nastaja ta zgradba, bomo vprašali človeka, ki to zagotovo zelo dobro ve, ker je skonstruiral zasnovo te stavbe, pa tudi številnih drugih takih podobnih projektov in doma in po svetu. Z mano je dr. Bruno Dujić iz projektantskega biroja CBD, ki je zadolžen bil pravzaprav za zasnovo tega objekta in za to, kar trenutno vidimo tukaj. Kako nastane taka konstrukcija? Ja, dober dan. Vsekakor je najprej ideja in takrat, ko dejansko definiramo v razvoju arhitekturnega projekta konstrukcijo, so se dejansko in projektanti in investitor odločili, da gremo v leseni masivni konstrukciji s križno lepljenih plošč in sten. To je nova tehnologija, ki se razvija sedaj povsod po svetu. Je nekako skoraj najbolj trajnostni način in bivanja in gradnje. In je referenčen projekt predvsem za Slovenijo, dejansko zasnova naselja z 6 lesenimi bloki, lahko rečemo, da je največji trajnostni projekt trenutno v Sloveniji. To je to, kar vidimo okoli nas? Ja, to je nova tehnologija, kjer dejansko lesene lamele pod določenimi pogoji, visokim pritiskom stisnejo v ploskovni element, ki je stabilen v svoji ravnini. In ta tehnologija, ki je nekako zaživela pred 15 leti, se je izjemno razvila v segmentu in stanovanjske in poslovne gradnje in po svetu se snujejo objekti in tudi gradijo že do 85 metrov, projektirajo celo več, to pa govorimo že o 40 etažah. Projektantsko podjetje CBD je naredilo v tem projektu, pravzaprav kaj je bila vaša naloga? Ja, mi smo bili povabljeni v projektantski tim kot statiki. Dejansko smo naredili načrt gradbenih konstrukcij, to pomeni sprojektirali pa vse sestave konstrukcij, ni samo les, je tudi jeklo, se pravi les in jeklo sta izjemno kompatibilna materijala, ker na koncu moramo vedeti, da les povezujemo z jeklenimi veznimi elementi in dostikrat integriramo zaradi togosti same konstrukcije tudi jeklene nosilce in stebre. Odvisno od odprtosti prerezov in tako naprej, pač celotne zasnove. In smo bili povabljeni v to in v okviru razvoja projekta smo oddelali, se pravi, načrt gradbenih konstrukcij, iz tega naprej razvili izvedbene projekte za armiran beton, se pravi armaturne načrte, za leseno in jekleno konstrukcijo izvedbene projekte z vsemi detajli. In potem je šlo to naprej v delavniški izris, kjer je bilo treba za jeklarja in za proizvodnjo križno lepljenih plošč pripraviti delavniško shemo. Po delavniški shemi dejansko naredimo celotno razrez, sestavnico, kako je to naloženo na kamione, kako pride na teren, v kakem vrstnem redu se to montira, katera vezna sredstva pride zraven. Tako da pol je cela procedura in lahko rečem, ta gradnja na terenu je zelo hitra, vendar je pa v projektantskem smislu je pa obseg dela večji. Kakšne pa so prednosti take gradnje? Zdaj eno, ko smo plezali v 4. nadstropje, smo že videli, ker to je prvo gradbišče v mojem življenju, na katerem dejansko diši. To, kar ste rekli, da zadiši, naj vam les zadiši, to je res prisotno. In dejansko nekateri, ki imajo tovrstne objekte, ko že mogoče so navajeni vsakodnevnega vonja in že tega ne vonjajo več, pa pridejo ljudje k njim na obisk pa pravijo, kako po lesu diši. To je trajnostni objekt, v katerega recimo je vgrajeno tukaj 300 ton lesa. Lahko rečemo, da skladiščimo minimalno 300 ton ogljikovega dioksida. Lesena konstrukcija kot naravni ovoj konstrukcijski nudi izjemno bivanjsko ugodje. Večina ljudi, ki so bivali v klasični gradnji in sedaj bivajo v leseni, znajo to zelo dobro opisati. Res povejo, da je drugače. Dostikrat jih vprašamo, kaj je drugače, pa pravijo, vse je drugače. Les je izjemen material. Nekateri tega nočejo slišati, ampak jaz mislim, da je prav, da slišijo izjemen material in ekološko nesporen zaradi tega, ker propade. To pomeni, da ne obremenjuje narave. Da pa ne bo propadel, moramo pa projektanti in izvajalci dati v bistvu tisto vrednost, da ne bo navlažen. Zato, ker suh les je večen, vlažen les je začasen. Proizvodnja lahko zaživi takrat, ko ima trg. Trg smo nekako v projektantskem smislu zdaj v 15 letih obstoja tudi CBD podjetja razvili. Masivni les je celo najbolj požarno varen gradbeni material. Ko ogenj najeda površino lesa, ta zogleni in se ščiti pred razvojem požara. Po svetu se snujejo objekti in tudi gradijo že do 85 metrov
projektirajo celo več, to pa govorimo že o 40 etažah. Ta gradnja na terenu je zelo hitra, vendar je pa v projektantskem smislu je pa obseg dela večji. Naj omenim, da so Rusi prvi poleteli v vesolje, so premagali Američane v tekmi zaradi tega, ker so na raketi izvedli leseno konico, medtem ko so Američani razvijali teflon. Veselimo se, da pridemo spet pogledati, ko bo objekt zaključen. Morda v minulih desetletjih res nismo videvali takih gradbišč, take lesene gradnje, takih konstrukcij, ampak verjamem iskreno, da prihajajo obdobje, ko bomo tega videvali vedno več. Slow Wood Life. Bivanje z lesom.